Lep popotniški pozdrav od Jasne iz sončnega Salvadorja. In od Manje iz še vedno precej zimsko obarvane Slovenije. Živijo vsem skupaj, ta najin duet je danes že tretji v seriji popotniških podoživetij iz različnih koncev sveta, naslov pa nosi Osvoji svet s Triglavom. Dobrodošla Jasna in se zelo veselim, da nam danes predstaviš nekoliko bolj hladno destinacijo, saj sva prvi dvakrat potovali na zelo tople kraje. In danes, ko to snemava, so v bistvu vtisi še sveži, saj ste se januarja vrnili iz potepa po Novi Zelandiji. Videli smo čudovite fotografije te krasne, zelene in zelo odmaknjene dežele in nimam prav nobene druge misli kot le, da je po slikah videti čarobno lepo, urejeno, zeleno, vi pa ste kar žareli na fotografijah, imam pravi vtis. Ja, res imaš prav, Manja, res je bilo to čudovito nadaljevanje naše v bistvu več kot enomesečne poti po Avstraliji. Ker je Avstralija in Nova Zelandija dokaj blizu, vseeno pa oboje tako daleč od Salvadorja in tudi od Slovenije, smo naredili po Avstraliji še en podaljšek, dober teden po Novi Zelandiji. In sicer samo po severnem otoku Nove Zelandije, ne pa tudi po južnem, ker je bilo premalo časa, počitnice so se iztekale, denarnice smo že precej izpraznili, pa tudi tako zelo veliko je za videti samo na severnem otoku, da je bil v planu tokrat samo on. Odlično. Potem pa mislim, da je najbolje, da greva kar na pot. Torej, vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali in tudi tisti, ki ste nekoč radi potovali, pa tudi tisti, ki se odločate za svoje prvo večje potovanje, ter tisti, ki morda varčujete za svoje prvo veliko potovanje, naj vam na kratko povem, da sama spadam med zapečkarje, Jasna pa je, kot sem že večkrat omenila, moje popolno nasprotje. Prepotovala je preko 100 držav, zadnjih 10 plus let recimo z otroki in partnerjem, predtem pa sama s partnerjem in pa s svojimi prijatelji. Njena potepanja so vedno pripravljena in izpeljana v lastni režiji in ima nemalo zanimivih dogodkov, nasvetov in skritih receptov, kako si lahko novo državo ogledaš varno, varčno in res doživeto. Všeč mi je, ker vedno stopi tja, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga, tudi v najbolj odmaknjene in nepoznane kotičke. Torej predlagam, da se vsi pripasamo, ker bomo vzleteli in se vozili dolgo. Jasna, kam točno gremo danes, pa nam kar ti povej in predvsem, zakaj ti je ta današnja destinacija pri toliko že videnih kotičkih sveta še vedno ena izmed najljubših ali da rečem najlepših destinacij, ne sicer pred Avstralijo, za katero si nazadnje rekla, da je definitivno tvoja top destinacija, ampak vseeno zelo blizu. Drži? Absolutno drži. Res je, Nova Zelandija bi bila moja favoritka, ampak ker sem bolj zmrzljiv človek, mi je tam vseeno večino leta prehladno. Zato je Avstralija sigurno v prednosti, pa tudi Nova Zelandija je zelo mirna, mogoče za bolj umirjene karakterje, za bolj mirne duše, ali pa mogoče za obdobje penzije. Meni se zdi, da bi mi morda bilo malo preveč dolg čas, mogoče že čez nekaj let dozorim za bolj mirno življenje in bo takrat Nova Zelandija mogoče premagala Avstralijo. Drugače pa sem na Novi Zelandiji zdaj bila tretjič, enkrat sem prepotovala samo južni otok, enkrat oba in zdaj samo severnega. Tako da mislim, da upravičeno in več kot potrjeno lahko rečem, da spada res na vrh mojega seznama najlepšega možnega, kar sem pač kdaj videla. Odlično. Najprej, ker si omenila severni in južni otok, nam razloži, zakaj severni in ne južni otok in v čem se v bistvu razlikujeta? Razlik je kar precej. Bi lahko govorili kar o dveh različnih državah. Meni osebno je sicer južni otok veliko bolj všeč, zato ker je narava in še enkrat narava, skoraj neposeljen, ima zgolj manjša mesteca. Medtem ko je severni otok mogoče za otroke bil bolj zanimiv, predvsem bliže Avstraliji in pa predvsem veliko bolj topel. Se pravi, mi smo se kljub temu, da smo bili tam januarja po vroči Avstraliji, še vedno kopali v morju, kar na južnem otoku absolutno odpade, razen za kakšne ekstremneže, pa že tukaj je bil za nas ekstrem, ker je nekako poletje v Novi Zelandiji malo kasneje. Tam nekje februarja je poletje v vrhuncu in takrat doseže morje maksimalno temperaturo, ki pa je maksimalno 24,5 stopinj, kar veš, da je za nas zmrzljivo, vem, da tudi ti ne bi dala mezinca tam vodo. Midve smo bolj za 29-30. Tako da zato je mogoče severni otok bil zdaj pa za otroke veliko bolj primeren, pa tudi
Glede na to, kako dolgo smo potovali, za Južni otok bi rabili precej drugačno garderobo, mi smo pa imeli same poletne stvari in je to bilo nekako smiselno nadaljevanje, pa samo dodali smo kako jopco pa kakšne dolge hlače. Drugače pa sprašuješ po razlikah, bistveno so res velike razlike. Torej najprej ključno je samo vreme. Severni otok ima bolj blago in toplejšo podnebje, ne, z večjimi mesti, kot sta Auckland pa Wellington, medtem ko ponuja različne pokrajine od predvsem vulkanov. Ta vulkanski svet je tukaj izrazit, potem zelo bujne džungla gozdove, ampak tropske gozdove in pa plaže. To je nekako severni otok. Ima tako subtropsko podnebje in je bistveno toplejše. Medtem ko se pa recimo jug ponaša veliko bolj z mrzlim podnebjem pa z Alpami. Se pravi, govorimo prav o gorskem terenu, ki vključuje te Alpe južnega otoka. Veliko več je narave, fjordov, ledenikov in pa takih prostranih parkov, kot je ta Fjordland recimo, ne? Veliko hladnejše podnebje in pa manjša mesta. Severni otok je torej urbaniziran, najdemo več mest, avtocest in tako naprej, medtem ko Južni otok je veliko bolj ruralen, manj naseljen, veliko več je ovc pa kravic, veliko bolj je priljubljen za turizem tistih, ki so res ljubitelji narave, trekinga in pa avantur oziroma adrenalina. Veste, da Nova Zelandija je zibelka bungee jumpinga in tudi drugih številnih ekstremnih športov, gorskega kolesarjenja, ekstremnih, takih in drugačnih. Tako da Južni otok je primeren za to in pa ena čudovita scena osupljivih jezer z velikimi ledeniki oziroma temi hribi zadaj, ki imajo na vrhu bele kapice ledenikov in je res nekaj čudovitega, pa taka turkizna modra jezerca. Tako da to bi rekla, da je velika razlika in pa maorska kultura, ki je zelo prisotna v Novi Zelandiji, je na severnem otoku veliko bolj izrazita in res pride do izraza, medtem ko ima Južni otok manj teh maorskih naselbin. Mogoče še omenim, da so Južni otok, da se ga boste spomnili pa pričarali v spomin, vse serije oziroma vsi deli Gospodarja prstanov so bili snemani na Južnem otoku. Tako da to je ta čudovita scena, ne? In na Južnem otoku sta samo mestece Queenstown pa Christchurch, ki sta koliko toliko malo večji mesteci, ampak nič primerljivega z severnim otokom. Pa mogoče še to, da cela Nova Zelandija ima dobrih 5 milijonov prebivalcev, je pa samo severni otok precej večji od Slovenije, se pravi, bolj si lahko predstavljate, koliko je prazna, ne? Tako da to so ključne razlike. Ja. Zanimivo, torej v bistvu kot da bi bili dve različni državi znotraj ene. Ok, vi ste se odločili za bližji otok, ki je Avstraliji bližji seveda, zato ker ste od tam potovali, bolj topel, z več mesti, nekega mestnega vajba, z maorsko kulturo in vulkanskimi pojavi. Kako ste leteli, katere dele ste si vse ogledali in kako ste se v bistvu premikali po samem otoku? Ja, tudi res po tem čudovitem mesecu v krasni Avstraliji, za kar dobrih, oziroma natančno 6000 km v žepu, smo potem iz Melbourna, kjer smo potovanje v Avstraliji zaključili, poleteli v Auckland, to je mesto na severu severa Nove Zelandije. In sicer to je 3,5 ure dolg let, skratka nič posebnega. Tam nas je na letališču pričakal rentakar, moram reči, da in v Avstraliji in v Novi Zelandiji so kvalitete rentakarjev vrhunske. Včasih me kdo vpraša, oziroma sem jih razlagala doma, da res je bil rentakar, wow, imel je enkrat 20, drugič 30 tisoč kilometrov, se pravi nov avto, še dišal je po novem, z vso možno opremo, ki jo avto lahko ima. Veliki prostorni avti in vedno te presenetijo, da dobiš več kot tisto, kar si pričakoval. Ta je bil celo hibrid na Novi Zelandiji, tako da je že bil delno električen, tako da super. In ni vedno tak, ne? Vprašali so me, pa se avti rentakar so po celem svetu enaki, niti slučajno. Recimo zadnji primer, ki se ga spomnim, je bil na Kubi, kjer je sva oba z Miho dala brisačo na sedež, ker je bil tako smrdeč umazan, popackan, zaflekan sedež in vsi predalčki v avtu, da je bilo prav ugabno.
ampak glede na to, da še benzina ni bilo za dobiti in smo 4 ure čakali na letališču oziroma na parkingu rentakarja, da so benzin pripeljali v kanticah, se nisva drznila prositi, če že kakšen boljši avto, ker itak boljšega ni bilo. Tako da to je to. In potem smo potovali seveda z avtom. Naj povem, da je pač samo severni otok Nove Zelandije 5-krat večji od cele Slovenije. Južni pa je 7,5-krat večji od Slovenije. Imata pa oba otoka skupaj 5 milijonov prebivalcev in pa 7-krat več, se pravi 7x5 je 35, se pravi 35 milijonov ovc. Tako da ovc smo videli res veliko, kravic je tudi veliko in to so res dežele, kjer voziš in ne srečaš žive duše in je en poseben način potovanja, taki umirjen, lep in pa seveda narava je tukaj tisto v ospredju. V Novo Zelandijo ne greš gledati arhitekture ali pa muzejev, čeprav tudi so in so vredni ogleda, ampak ni to tisto, kar je bistvo. Tisto je res velika manjšina. Drugače pa verjetno vsi veste, da gre za otoško državo, ki leži na jugozahodnem Pacifiku. Najbolj pogosto uporabljeno maorsko ime pomeni dežela dolgega belega oblaka v prevodu. In oba otoka skupaj sta nekako 13-krat večja od Slovenije, tako da imaš kaj delati in ta dober teden severnemu otoku ni bo niti približno dovolj. Ampak dovolj, da smo dobili tisto pokušino, da smo pač videli vse skupaj. Če pa povzamem, kak je naša pot potekala, tu sem pripravila izlovni planeta zemljevid, da samo na hitro pokažem. Se pravi, to je južni otok, ki se vidi, da je večji, to je pa severni. Se pravi, Auckland se nahaja tukaj predvsem na severu severnega otoka. Mi smo naredili en velik krog, namerno smo se pa odločili, da Wellington spustimo, ker je bilo napovedano zelo vetrovno vreme in tudi že precej hladneje. Smo se pa odpravili zato nekam, ko ne grejo vsi turisti, v ta Bay of Islands, na špic severa, kjer je bilo pa zelo toplo in ni bilo velike spremembe od Avstralije in čudovito in zame tudi ta špic severa sem videla prvič. Drugače pa ni kaj za dolgoveziti, zelo preprosto je razložiti ta severni otok, se pravi, ima dve veliki mesti, eno je na severu, eno pa čisto na jugu. Auckland je gori, je večje mesto, bolj moderno, Wellington je pa glavno mesto in je spodaj na jugu. Je kar enih 8-9 ur vožnje od severnega do južnega mesta, sploh ker so ceste vigi-vagi, ker ni to ravna cesta, ki gre dol. Ogromno je za videti na sami poti, zdaj če sklenem na kratko, se pravi, severni otok so vulkani. Gre za geotermalno območje dejavnosti, se pravi, greš pogledati nekaj povezano s tem, ali v kraj Rotorua, ki je najbolj znan za obisk termalnih vrelcev in vsega tega, ali pa greš na to planoto Tongariro, ki je ravno tako povezana s temi čudovitimi pojavi narave. Potem recimo, kaj je posebnost in jo najdeš samo tukaj na svetu, je jama Waitomo, kjer so noter taki znani svetlikajoči črvi. Oni se svetijo na stropu v bistvu skal oziroma jame in ustvarjajo eno tako posebno atmosfero, noter lahko greš peš z ladjico in tako naprej. Potem se na tem severnem otoku nahaja vas Hobbiton, to je pač iz tega filma, ki smo gledali, lahko greš pogledat, tako da tudi tukaj je ena taka kulisa, ki jo lahko obiščeš. Potem je pa zanimiv ta skrajni sever, ki se reče Bay of Islands, gre za 144 slikovitih otočkov in pa posebnost je, da je poden morja iz posebnih vsebin in dajo tako turkizno, res posebno, malo tako na mleko spominja, mlečno turkizno barvo vodi in pa živalski svet je tu neverjeten. Se pravi, skoraj se ti ne more zgoditi, da ne bi videl delfina ali kita. Zdaj obdobje kitov ni bilo, smo pa videli ogromno delfinov. Potem imaš številne izlete, da se voziš naokrog, da greš gledati živali, tudi tjulnje, delfine, kite ali pa plavati, kanujati in tako naprej. Potem pa ima severni otok tudi zelo bogato maorsko kulturo. Moram reči, da me v Avstraliji malo srce boli, ker aborižini so nekako zbrisani odveč, potisnjeni na obrobje, mnogi so brezdomci, zapiti in nekako zgubljajo moč, se čuti, da niso bili tako borbeni pri branjenju svoje zemlje, kot so bili pa Maori, ki so zelo agresivno pleme.
In recimo oni so tako zastopani v parlamentu. Nova Zelandija ima trijezično uradno državo, se pravi, eno je znakovni jezik, angleščina in maorščina. Zdaj so številne šole, kjer poteka pouk izključno v maorskem jeziku. Je pa tudi ogromno za videti njihovih vasi, ker ti pokažejo njihove obrede, njihov znan hoka ples, ki je zelo agresiven, potem razložijo ti njihove običaje, potem kako v podzemnih takih jamah pečejo in pripravljajo hrano, ti jo tudi pripravijo, z njimi plešeš, vidiš, kako živijo, kjer so njihovi prepričanja, vere in tako naprej. In to se da obiskati in je zelo lepo, ker je tako pretresljivo, kako oni to zaplešajo in kako so agresivni v tem svojem plesu, tako da je to lušno. In to je nekako to, pa da probaš kakšen adrenalinski šport, kakšen bungee ali pa hitre čovne ali pa nekaj od tega adrenalinskega, in to je v bistvu to. Mogoče Maorom samo še namenim to, da so v bistvu Maori so ljudje iz Polinezije, ne? Če si predstavljate Cookove otoke, Vanuatu in vse te krasne, čudovite sanske peščene otoke. Oni naj bi nekje 800 ali pa 1000 let nazaj prišli na Novo Zelandijo, sabo prinesli svojo kulturo, jezik, tradicije in tako naprej. In to zdaj nekako je vmes že malo zaspalo, pa umrlo, ampak so zelo obudili nazaj, predvsem mladi. Tako da mi je zelo všečno, da je to tako. In moja prijateljica Lara je tudi poročena z Maorom, ki uči maorski jezik v maorski šoli. In tudi je nastopal v enem zelo znanem hollywoodskem filmu, kjer je prikazal to haka dance oziroma ta haka pozdrav, to znano plesno tradicijo. Tako da nam je tudi veliko pokazal pa povedal, pa tudi na najbolj znanih športnih prireditvah, naprimer na novozelandskem ragbiju, ko reprezentanca All Blacks recimo igra, oni vedno odplešajo svojo haka dance, ne. Tako da to mi je recimo všeč in mi smo jih tudi obiskali v Rotoruji, tukaj je največ teh termalnih dejavnosti in vročega blata in vročih izvirov, je tudi njihova vas. Jih je več, pogooglaš in jih najdeš, ampak mi smo to obiskali in je bilo super, otroci so uživali pogledati to ceremonijo dobrodošlice, pa vse plese, pa pojedina cela, ki so jo pripravili v tej zemeljski peči, tako da to je to, no. To bi rekla na kratko, je Severni otok. Ja, videla sem vaše posnetke te obiska maorske vasi, verjetno tudi vsi tvoji sledilci na Instagramu. Nam lahko poveš kaj več o tem, ker je bilo res zanimivo za videti? Ja, mogoče bi povedala to, da si se mogel prijaviti vnaprej, se pravi, ne moreš priti tja pa kupiti karte, ampak moraš karto kupiti online. In to je recimo spet pomembno zaradi kreditnih kartic. V Novi Zelandiji se da več plačati s karticami kot pa z gotovino, oziroma marsikaj se z gotovino ne da plačati, in obisk maorske vasi je ena od teh stvari, kajti oni morajo vedeti, koliko gostov pride, imajo tudi omejeno število gostov, ki jih lahko sprejmejo, in ker se hrana v podzemni peči pripravlja že nekaj ur preden gosti pridejo, morajo seveda vedeti točno število. Tako da to je škoda, da bi zamudili, predvsem Nova Zelandija, vsi ti izleti gledanja kitov in še marsikaj, tudi teh adrenalinskih športov je treba rezervirati naprej, in to se naredi samo po internetu, kar pomeni, da je nujno plačilo za kartico. Brez tega nikakor ne iti tja. Drugače pa najbolj zanimivo mi je bilo, da mi smo imeli rentakar in smo tja prišli s svojim avtom. Pripeljal se je pa tudi en avtobus ostalih turistov, ki so jih pač pobrali po ostalih nastanitvah. In na tem avtobusu so že določili 2 člana prostovoljca, ki sta morala te Maore pozdraviti. In ko smo mi tja prišli, so res 5-krat ponovili pred vhodom, da nikakor ne smeta Maorcu pokazati hrbta, ker v resničnem svetu bi ga takrat Maor lahko ubil, ampak moraš hoditi vzratensko, rikverc, in gledati Maora v oči. Njihov pozdrav pa je, da moški in moški naslonita čelo na čelo in se drgneta z nosi. No, in to so otroci res gledali z odprtimi usti, ko smo prišli, predvsem pa kako hrupno, agresivno so ti Maori pritekli ven z palcami in udrihali po zraku, zelo glasno, in tudi videti so zelo veliki, močni, mišičasti. Potem pa v bistvu vidiš, ko se umirijo in razložijo to zgodbo, zakaj tako pokažejo
svojo moč, ne, da v bistvu hočejo sovražniku povedati, da so oni tu gospodari, in če vidijo, da sovražnik ni sovražnik, ampak prijatelj, ga pa sprejmejo k sebi. In povedala bi še eno posebnost, ki mi je ful všeč. Lara, prijateljica, ki jo poznam že 20 let in je Avstralka, bila je tudi by the way na moji dekliščini v Beogradu, je poročena z Maorom. In ko sem jo vprašala, kaj je največja razlika, da ima zdaj moža, torej z tega plemena, ne, pravega Maora, če opazi karkoli drugačnega. Je rekla, da razen tega, da med sabo družina govori izključno v maorščini, ki je zdaj že tudi ona nekaj zna, je rekla, da je najbolj fascinantno to, kako zelo veliko jim pomeni družina. Se pravi, tam je stric, teta, bratranec, tretji mrzli bratranec, tak kot brat. In če se komu zgodi kaj slabega, zgodi službo, je bolan, ne vem, je z njegovim otrokom kaj narobe, to se bo cela družina zbrali denar, zgradili dom, karkoli, se pravi, noro pomembna jim je ta družinska navezanost. In če se z nekim prijateljem družijo dlje časa, recimo, da se pol leta poznaš in skupaj srečuješ, boš postal član družine. In bojo za tebe enako poskrbeli kot za pač krvnega brata ali pa kaj podobnega. Tako da predvsem je to bilo zanimivo videti vsem nam, tudi otrokom, pa mogli so otroci, to si videla na posnetku, igrati razne igre, da jim palca ne pade na tla, pa mogli so si metati take palce po zraku in je bilo veliko aktivnosti in je bilo super in tudi hrana, moram reči, je bila zelo okusna, razne enih 3-4 čudnih stvari, ki so zavite v neke liste in so noter bili neke čudne stvari. Drugače pa tista končna pojedina je bila pa okusna in to vsakemu priporočam, da gre pogledati, ker dobiš v bistvu v 4 urah, koliko ta obisk traja in stane cirka 100 novozelandskih dolarjev na osebo, dobiš dober vpogled v celo kulturo. Tako da, toliko o super Maorih. Krasno, se pravi, res eno tako posebno doživetje. In glede na to, da si omenila, da je država tako neposeljena, kako lahko tako malo ljudi poganja tako urejeno, uspešno državo? Mislim, s čim se pravzaprav ukvarjajo? Ja, to je tudi res zanimivo, ko pogledaš Auckland pa Wellington, je to, veš na kaj spominja, Manja, midve smo bile skupaj v Štokholmu nedavno. Se pravi, tako zgleda. Se pravi, tako fejst razvito, tako fejst lepo in tudi arhitektura je taka skandinavska. Tisti hiši, ko smo mi spali, taki malo lesena Pika Nogavička stil hiša, z takimi verandami, ko prideš noter, ne, isto kot Pika Nogavička, take so njihove hiše izven centra. Strogi center je pa modern, z stolpnicami in opazila sem ogromno butikov oziroma znamk, ogromno dragih Gucci, Versace, ogromno dragih znamk sem opazila. Visok standard imajo, ogromno električnih avtov, električnih skirojev, tudi mi smo se po mestu premikali z električnimi skiroji. Vse je zelo moderno, modernizirano in izjemno čisto. Spet pridih multikulturalnosti, vse kuhne sveta, ljudje zelo urejeni. Ne dajo pa nič na to, podobno kot Avstralci. So urejeni, ampak ne vem, kako bi rekla, tako po nizozemsko, skandinavsko urejeni, ni tega presiravanja, ne kažejo se toliko na ven z nekimi nakitom, urami. Bolje je tako nizozemsko, no? Se mi zdi, da ne pokažejo toliko, kaj imajo in tudi hiše so zelo enake med sabo. Dobena ne izstopa z nekimi 6x večjo kvadraturo ali pa z nekimi, pa recimo Porschejev, pa Tesla, pa tega nič ne vidiš, ne? Recimo, ko priješ v Miami, pa te pa kap zadane v tem imidžu, ki ga ljudje izžarevajo in to je v Ameriki res ekstremno, ne? Tukaj pa je tako zelo skrito je. Mi je ful všečno. Vprašala si me, s čim se preživljajo, da kaj dela tako bogato. To sem zdaj pozabila. Se pravi, predvsem mleko, krave, se pravi, mlečni izdelki so največji izvoznik mleka na celem svetu. Se pravi, to je to in mlečnih izdelkov, potem pa druga največja industrija, ki je tudi number one na svetu, je pa ovčja industrija. Se pravi, ovčja volna, meso, od ovc in krav in pa mleko so glavne močne strani Nove Zelandije. Potem je pa še vino močna stvar, se pravi, novozelandsko vino je prestižno vino, ki je znano po vsem svetu. Tretja, četrta panoga je pa turizem.
Se pravi, turizem k njihovemu BDP-ju prinese takoj za mlekom in ovcami največ, ker je pač narava res osupljiva. Jaz bi jo potegnila z neke vzporednice samo še za kako Škotsko ali pa z res tistim delom Južne Afrike okrog Cape Towna, ko so ti klifi in vse to. Pač spektakularna, ali pa mogoče na kotiček Švice spominja. Res narava je, ko zapelješ po cesti za ovinek, pa prideš, narediš, dobesedno slišiš v avtu, ko vsi naredijo. Ne moreš verjeti, da so otroci delali, pa vzdihovali, glej to. Tak je osupljiva narava, da ne rabiš nič druga in ti ne manjka doben kino, doben koncert, doben muzej, ker je narava tak nasitna, da si res v bistvu sit ves dan, ker je tak lepa. Ne? Drugače pa je svetovno znana tudi po filmskih kulisah, dosti filmov je bilo tam snemanih, Gospodar prstanov sem že omenila, potem ragbi je močen, ta All Blacks znan kot nacionalni šport in pa številne regate v jadranju prinašajo denar in pa te ljudi, ki se z jadranjem pač ukvarjajo, pa netball je močen šport, pa kriket, tako da 3 industrije, torej ovce, mleko, krave, vino, pa turizem, pa filmska industrija oziroma športi. Omenila si krave in ovce. Če bi morala na oko oceniti, koliko ste jih videli v tem času, ko ste bili tam, kaj bi rekla? To vidiš en taki travnik, ko ne vidiš konca, ne, pa se voziš tak 45 minut po avtocesti, pa je travnik še vedno isti in vidiš zelo malo zelenega, pa samo belo. Tako da jaz bi rekla, da smo jih videli en slab milijon. Ziher. Ampak ima pa 35 milijonov, ne. 35 milijonov, veš kaj je to? To je unbelievable. Torej ste v bistvu bolj 1 promil videli vsega skupaj, kar jih je, ne? Ampak to so res številke. Kaj pa recimo nastanitve, cene? Bi rekla, da gre za drago državo ali... Ok, še enkrat moram povedati, se pravi, zdaj sem bila res tretjič v Novi Zelandiji in res velikokrat v Avstraliji. Verjamete mi, precizno sem zapisovala cene, vsakič gumi sem zapisala in vodila v Excelu ravno zato, da z vami delim natančne podatke, pa tudi da v članku potem zelo razdelam po kategorijah, zakaj se kaj porabi. Še enkrat, trenutno je razmerje evro in ameriški dolar proti avstralskem in novozelandskem dolarju zelo močen, kar pomeni, da je Avstralija in Nova Zelandija za nas, za potovati zdaj zelo ugodna. Zagotavljam, da je Avstralija 20% ugodnejša od Slovenije, Nova Zelandija je pa 5 do 10% dražja od Avstralije, ampak po logiki, zakaj? Ker je toliko bolj remote, ker stvari morajo uvažati, ful stvari uvažajo iz Avstralije, ne? Nimajo vseh tovarn, ne pridelajo vsega sami, ampak recimo jagode. 5 kil jagod takih, da ima malo kdo tako velika usta, da da celo v usta, recimo stane $2-3, ne? Novozelandske dolarje. To so smešne cene, cela gajba takih domačih jagod, češnje $2, solate, meso, šejki, ta njihova mednarodna ponudba hrane ugodna. Nastanitve so malenkost dražje, smo že plačevali 250-280 evrov na noč za 5 ljudi, pri čemer sta to pomenile 2 do 3 sobe, 2 otroka sta bila skupaj, recimo 2 nojni postelji, 1 spalnica pa še 1 spalnica za naju, skoraj vedno zraven bazen in pa pralnica za perilo, čiste, lepe, še vedno Booking pa Airbnb funkcionirata čudovito. Če povem recimo cene, same karte so bile precej drage, se pravi skoraj 1700 evrov so bile karte za vse nas, za nas 5 iz Avstralije na Novo Zelandijo, le gre za 4-urno dolg let, ampak zdaj, če to spet gledaš za eno samo osebo, da potuješ sam s prijateljem ali v paru, so te cene po mojem precej ugodne. $162 je viza, za Novo Zelandijo rabiš vizo. Za nočitve smo dali nekaj čez 800 in pa za rentakar natančno 570 za 8 dni in pol. Tako da vse skupaj se mi ne zdi tak grozno velik znesek in mislim, da je Nova Zelandija še kar vredna tega stroška. Najdražja je pač karta iz Evrope, ne? Ali pa za nas potem povratek na Salvador. Drugače se pa da tudi krasno jesti, tako da kupiš, zato ker vse nastanitve ima kuhno in si ti komod zvečer ene testenine skuhaš. Ali pa svetujem, ni nora misel, če imate male otroke, tam pod 5 let recimo,
da vzameš s sabo kak čokolino, gris ali pa polento. To je taka lahka mala stvar, ko veš, da imajo radi in narediš recimo večerjo v nastanitvi, če greš pa v gostilno, boš pa $50–60. Ne? Ko potuješ toliko dni s 5 člani, ker veste, da otroci so lačni na ne vem, vsake 3 ure, se splača hrano kupovati v marketih in vsaj zajtrk, večerjo narediti sam doma, pa iti samo na en urnik obrok, recimo ven. To blazno spremeni strošek potovanja. Tako da, še enkrat, če ponovim, Avstralija in Nova Zelandija sta malenkost cenejši od Slovenije, sploh če gledaš hotele, kje boš ti našel tak razkošen nastanitev z bazenom na najlepši lokaciji, v največji sezoni, ne, v vrhuncu sezone, idi na Hrvaško pa poglej, kaj dobiš za €200 sredi avgusta v Dubrovniku. Ne. Sigurno ne spiš za €200 5 ljudi na plaži, ne, z bazenom. Tako da jaz mislim, da je ugodneje. Razumem. Ampak prej si omenila cene letalskih kart. Verjetno bi bila cena popolnoma drugačna letalske karte iz Evrope, ker vi ste vseeno leteli iz Avstralije, pa šli potem na to nazaj v Salvador, ne? Ja, res je. Pač El Salvador je Avstraliji bliže, kot je Evropa oziroma Slovenija Avstraliji. Mi smo leteli v kontrastvar, stran čez Pacifik, v bistvu čez Havaje, ne, in smo prišli ven dobesedno na desni strani Avstralije. Če bi pa letel iz Evrope, bi pa mogel preleteti že celo Avstralijo, da bi prišel v Sydney. Tako da naše karte so bile €1544, recimo. Do Avstralije, do Nove Zelandije bi bile €1800, s tem, da smo mogli prej v Ameriko, z Evrope pa so, če imaš srečo, jih tudi dobiš za 1700–1600, ampak neka povprečna realna cena, ko sem spremljala, so pa okrog €2000 do Nove Zelandije, ker moraš pač prestopati enkrat ali dvakrat. Ne. Tako da splača se karte kupiti vsaj 5–6 mesecev naprej. Razumem. Zdaj pa, če greva na samo pot, katero mesto ti je recimo lepše? Wellington kot glavno mesto ali Auckland? In če bi tega, ki ti je ljubši, malo opisala, da dobimo vse malo občutka, kako je dejansko tam. Se pravi, jaz sem videla obe mesti, Auckland in Wellington, že dvakrat. Kot sem rekla, smo zdaj Wellington namerno izpustili, bilo je napovedano, da bo ful vetra. Predvsem pa na severu severnega otoka ima Miha sošolca iz faksa, ki se je tja preselil z družino in je tam že 10 let. In smo si pisali, da bi prišli na obisk levo desno in so si vzeli res čas za nas. In smo rekli, kaj spustimo tisto eno mesto in smo tudi plačali že tam nočitev, pa smo rekli, da bo šlo v koš ena nočitev in da gremo na sever, ker še tudi jaz nisem bila, ker bo ful toplo, ki se bo otroci kopali še v morju, obiskati tudi stara prijateljstva, kar se mi zdi lepo. Pa tudi moram reči, kot je nekdo, ki tam živi, poveza neke skrite kotičke, slapove, gostilne, sladice in zgodbe, ki jih je govoril, ko smo se skupaj v avtu vozili, je bilo to vsekakor vredno. Tako da mi smo šli v Auckland in tudi sicer mi je Auckland lepši od Wellingtona. Je tudi največje mesto, ki pa leži med dvema naravnima pristaniščama, kar je redkost med svetovnimi mesti. Znan je predvsem kot mesto jader, City of Sails se mu reče, pač ko pogledaš, vidiš ob obali same jadrnice, čovne in čovniče, ne? In tudi jahte in jahturine, ne? In pravijo, da okrog 35% gospodinjstev v Aucklandu ima svoj čovn. Mnoge hiše so narejene tako, da tudi stopiš na predpražnik v čovn in se odpelješ, ne, kamorkoli že, ali v službo ali kam drugam. Drugače pa samo mesto leži v bistvu na vulkanskem polju, v vulkanskem področju in okrog je več kot 50 ugaslih vulkanov. In to mesto je tudi kulturno središče z največjo polinezijsko populacijo na celem svetu. Se pravi, največ ljudi iz Polinezije živi v mestu Auckland, kar seveda daje en poseben vibe, ne? Eno tako lepo polinezijsko kulturo, festivale, glasbo, njihove festivalne tradicionalne tržnice, njihovo hrano. Polinezici veste, kjer so. Samoa, Tonga, Vanuatu, Cook Islands in vsi ti otoki, ko tam ležijo, čudoviti, ki me še čakajo. Bila sem sam na Fidžiju, na drugih pa še ne. Tako da malo potiho, veš, Manja, zdaj Miha to ne čuje. Jaz planiram, da južni otok pol združimo s Polinezijo. Tako da malo sem zdaj namerno navijala za severnega, ker oni južni je pa bolj fajn iti pol na Polinezijo.
Tako da se greš najprej malo namraziti, tam na one ledenike, pol pa greš na Polinezijo. Enkrat v prihodnosti. Ja, ok. V glavnem to, drugače pa samo mesto, sem rekla, mene spominja na Skandinavijo, ful je lepo urejeno, je ob morju, je izjemno čisto in pa moderno. Veš, kako so oni kšajt? Oni imajo vse na elektriko. Te avti so električni, ti skiroji vsi so električni. Nič ne čuješ, da se promet giba, ne? Da kaj hrumi. Pol je ful dobro iti na toti Sky Tower, ki je, by the way, največji na južni hemisferi. Pazi to, na južni polobli sveta je ta 328 metrov najvišji in res da tako panoramski pogled na pač vse dele mesta. In z njega lahko tudi skočiš, bungee jumping, ampak je precej drag. Drugače pa Auckland ima čudovit zoo, to smo pa šli pogledat in slečeti gatke, ker takega živalca pa še nisem videla v življenju. To je pa wow. To je pa prav kontinenti so narejeni, tak prav park, en je Afrika, en je recimo evropske države, evropske živali, en je to, en je ono, mislim savana, ono tretjo. In vse je tak naravno, taki veliki prostori za živali, tako originalno narejeni, prav imajo kupole, da naredijo njihovo temperaturo, njihovo vlažnost. Mislim, noro, to res svetujem ljudem, da skočite na Too Many for Granny Instagram, pa greste malo nazaj v januar 2025, ko smo mi tam bili in pogledate ta živalski vrt ali pa ga pogooglate, ker je najlepši, kar smo ga videli kadarkoli. Ima 16 hektarjev, 1400 različnih živali, 140 vrst živali, vključno s temi najbolj ogroženimi in recimo tam, ko je kavarnica pa to, so naredili tako, da 70 metrov nad tvojo glavo se vozijo opice. In samo gledaš, kdaj ti bo kira padla v kavo, noter, res čudovito, res lepo. No. Potem to pa nekaj muzejčkov, vibe je čudovit, ogromno morske hrane, trgovinic, sprehajalnih poti ob vodi, veliko ponujajo teh radnih jadranja, tečajev ali pa izletov in tega, ogromno je regat. Ne. Drugače pa je zelo zraven, čist blizu, čist mali izletek, malo se pelješ z avtom, ena wow plaža, ki se reče Piha, piha veter, piha, kot da piha veter, torej Piha in ta je pa ena najbolj znanih in slikovitih plaž v celi državi. Gre za tako osupljivo področje z tako levasto skalo, ki je neverjetna in ima pa čisto črn vulkanski pesek in je tudi svetišče maorske kulture in neverjetno visoki, precej nevarni valovi in tam so najboljši surferji. Tako da je že to spektakel, da se tam samo vsedeš pa gledaš one surferje, no. Ker je res lepo. Mi smo se tudi malo pokopali, ampak meni je to bilo ledenica. Sem videla prednost zgolj v izgubljanju celulita z mrzlo vodo in nič drugega, ker je bilo res mrzlo. To drugače pa, torej res lepo mesto, urejeno, krasno, veliko časa se lahko zgubiš v samem tavanju po mestu. Tako da to je mogoče v samem Aucklandu. Pa mogoče še to, Auckland mi je všeč tudi zato v primerjavi z Wellingtonom, ker ima res tako milo podnebje, mile zime, topla poletja, recimo tu je bilo do 27 stopinj, 28, ampak po noči pa pade na 12-13 vsak večer. Kljub temu, tako da rabiš jopico in tam zjutraj, recimo, ko sem šla na sprehod ob 7-8, sem mogla imeti dolge rokave in dolge pajkice, ker je bilo še ful hladno, 2-3 pa se še do 25-28 recimo pospelo. Ne. To je po mojem, ja, to je vse, kar bi jaz rekla o tem Aucklandu, ki mi je lepši od Wellingtona. Odlično. Omenjala si vulkane. Kako recimo lahko vse te stvari povezane z vulkani turist doživi pa jih spozna? Ja, se pravi v tem kraju Rotorua, ki je nekako na sredini severnega otoka, je krasno izhodišče ali pa najbolj znan, povsod najdeš o tem napisano veliko, je pa kraj Waiotapo, Thermal Wonderlands, mislim, da se reče, ja, Waiotapo. Pač to je to znano geotermalno področje na Novi Zelandiji, ki je približno 30 km od te Rotorue, odkoder ponavadi se odpelješ v ta kraj, ne? Se pravi spiš v Rotoruji in potem greš 30 km z avtom v ta Waiotapu. In ta Waiotapu v maorščini pomeni sveta voda.
Tu imaš pa zdaj ful pač stvari za početi. To lahko cel dan pluziš naokrog. Se pravi, eno je, da greš najprej na te geotermalne bazene, kjer para buta ali pa piha ven iz tal in se sprehajaš tu vmes. Vmes so tudi blatni vulkani, kjer brbota različno gosto blato. Potem imaš šampanski bazen, kjer v bistvu mehurčki bablajo ven, kot en bubbles, in imaš že zelo močen vonj po gnilih jajcih, ker ko se ogljikov dioksid sprošča, kar se pri pač vulkanski dejavnosti zelo smrdi po gnilih jajcih, zato se vsi otroci držijo za nosove, eni imajo okrog zavezane majice in ščipalke in ne vem kaj vse. Potem pač žveplo, daje pa ta arzen, daje ta vonj. Potem imaš Lady Knox gejzer, to je gejzir, kjer vsak dan ob točno določenem času, to je ob 10 in 15 minut dopoldne, pač 20 metrov v zrak butne voda, pa ne naravno, ampak dodaja omilnico ob tem času in ko pride do tega efekta butne ven tak spektakularen prizor. Potem imaš pobarvana jezera in sicer čisto oranžna, čisto rumena in živo zelena. To je zaradi vsebnosti pač različnih mineralov, če je železo je bolj rdečkasto, če je žveplo je bolj rumeno in če je mangan je bolj zeleno. In to je vse res lepo videti, hoditi, opazovati. Pol imaš bubbling mat, ko se lahko kopaš v teh blatnih bazenih. Skratka, čudoviti parki, povsod so table, ogromno je razlage, lahko slikaš, lahko snemaš, nekje se lahko kopaš, nekje se ne kopaš in tako naprej. Tako da to je v bistvu eno največjih teh geotermalnih območij v bistvu na celem svetu. In to je nekaj, kar človek gre pogledati, ogromno si prebereš, ogromno se naučiš. Otroci imajo lahko tudi razne filmčke tam v sprejemnici, poslušajo, kupiš spominke, če želiš in tako naprej. Tako da to je toliko o tem. Na slikah sem videla en res lep slap, pod katerim so šibali čolni. Kaj točno je bilo to? To si pa videla Huka Falls, to je tudi najbolj obiskan slap na Novi Zelandiji oziroma na severnem otoku. Gre pa za take ful spektakularne slapove po tej reki Waikato, namreč se ta slap steka in sicer zelo blizu teh termalnih predelov, kjer smo zdaj bili in sva zdaj se pogovarjali, greš potem v mesto Taupo, ki pa leži ob enem velikem Taupo jezeru in iz tega jezera ta Waikato reka pač teče in v maorskem jeziku pomeni, huka pomeni pena. Huka je pena in ta bučeča, peneča, šampanska voda v bistvu nastane zato, ker se Huka Falls tečejo najprej po 100 metrov široki reki, potem pa se iz 100 metrov zožajo na 14,8 metra ozek predor, kanjon, korito. In zdaj si misli, da pridivja 100 metrov široka struga vode in se more zriniti čez špranjo 15 metrov. In to naredi to penečo, belo, tako šampansko vodo in z tako velikim hrupom ta slap pada dol. Več kot 220 litrov na sekundo se zlije vode čez ta slap, ki je pa velik samo 11-12 metrov, sploh ni, ampak ta ekstremno visoka glasnost in ta bučnost in ta peneča voda sta zaradi tega, ker taka sila vode pride čez ono malo zadrgo skozi in potem lahko se ti vsedeš ta adrenalinski čoln, ta jet boat, kjer si čist moker in te vozijo čisto pod ta slap in ta voda buta v tebe in je res lepo. Naša Mija je pa šla nad tem slapom skočiti en taki, ne čist bungee, ampak zagugala se je kot bungee, za bungee je bila prelahka. Ampak isto kot bungee gugalnica in je ravno na temi slapovi v bistvu na to reko skočila. Tako da ful lepo. Ja, sem videla tisti skok, ja. Na koncu ste zavili na sever, se pravi skrajni sever, ki je še manj poseljen. Zakaj prav tja in kaj je v bistvu tam tako posebnega? Ja, se pravi, prvi razlog je bil, da si je Miha želel obiskati sošolca, ki se nista videla več kot 10 let. Drugi razlog pa je bil, da tam še jaz nisem bila in da vse skupaj govori o eni spektakularni naravi, ki mene spominja na sever Vietnama, ko sem z ladjico plula po teh otokih na severnem Vietnamu,
Halong Bay se imenuje, tu je pa zelo podobno, gre za take stožčaste otočke, ki jih je 144 in so res, res, res čudoviti. Tako da to in pa zelo bogat živalski svet, čudovite male vasice in res, 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 res lepo. Tako da pogledali smo si vasico Paia, Russell, Kerry, kjer tudi ta prijatelj živi. Drugače pa ta sever velja za prestolnico gojenja kivijev, kivi sadežev, ne kivi ptičev, ker veste, da Avstralci se kličejo Oziji, Novozelandci pa kivi, tako so žabari pa Štajerci, ne, so kivi pa Oziji, ampak kivi je tako ptič, ki ne more leteti in je zaščiten ptič na Novi Zelandiji, ampak kivi sadež, kivi, pa tudi prihaja iz kraja Kerry. Tako da kivi so tukaj gojeni in pa avokado se tukaj goji. Tako da te dve posebnosti. No? In kopali smo se in delfine smo videli in tako je zelo neobljudeno, zelo neposeljeno, pa zelo, zelo skandinavski pridih ima arhitektura, pa ogromna posestva. Tam, ko nekdo kupi zemljo, govorim o navadnem zemljanu, kot sva mi dve, ne? Tam se kupi 40-50 hektarjev, se pravi, govorimo o tisočih kvadratnih metrov, tisoči in 10 tisočih, ko kupiš eno zemljo, da si bo zgradil hišo in cena je približno taka, kot v Sloveniji. Torej, omenila si, da ste se kopali. Kakšna je bila tukaj temperatura vode? Točno tukaj je bila dobrih 20 stopinj, ker je zdaj v severnem delu Nove Zelandije štart poletja in nekje konec februarja bo doseglo poletje svoj vrhunec in takrat mi je rekel ta domačin, da lahko si obetamo 24,5 maksimalno. Zdaj je bila pa 20, ampak ker smo prej fejst veslali s kanuji in smo bili pregreti, se je dalo zaplavati. Drugače pa, hvala Bogu, so te nastanitve imele vse bazene in ogrevano vodo in še nekaj, ker smo v velikem delu te notranje ali pa osrednjega dela severnega otoka blizu termalnih izvirov, imajo številne nastanitve napeljane tudi džakuzije oziroma bazene s to termalno toplo, rečemo skoraj vrelo vodo. Tako da, ko nas je fajn zeblo po mrzli vodi z morja, smo šli pa samo hitro v topel džakuzi, samo preko ceste in kar skočili noter in se je dalo. Ampak ja, drugače je to taka temperatura vode vedno, po zimi tako bistveno manj. In za domačine je pa to super, domačini so pa plavali, tam so omike, starejše gospe že zjutraj ob 7 čofotale po vodi, ker so pač tako gorasli in so navajeni. Ne? Ogledali pa ste si še eno lepo mestece, kjer ste tudi obiskali en slap in pa noge ste si morali umivati oziroma čevlje pred vstopom v gozd. Zakaj? Ja, to je v bistvu ta Kerry, kjer je doma Mihatov prijatelj iz Slovenije, kjer živi zdaj že več kot 10 let. On nas je v bistvu peljal na en mavrični slap, se reče. Ta mavrični slap v bistvu sploh nismo vedeli kot turisti, da nekje tam obstaja, ne? In je on povedal za njega, Rainbow se reče. No in ta krasen slap se skriva znotraj take džungle, gosto zarastenega gozda. In ker tam noč živijo določeni ptiči, živali in rastline, ki so zaščitene in avtohtone, ne želijo, da prineseš s svojimi čevlji kakšne bakterije, kakšne druge bolezni. In pred vstopom je ograja in na tleh je taka mreža, ko stopiš na njo, ti v podplate špricne tako razkužilo, da morebitne parazite, bacile, na tvojem podplatu uniči. Tako da to je posebnost in tu moram povedati še to, da na splošno morate pa res biti pazljivi, ker te lahko fajn oglobijo in smo videli kar cele četice ljudi, ki so plačali na letališču. Se pravi, v Avstralijo in Novo Zelandijo ne smeš nesti dobenega sadja, dobene zelenjave, dobenih oreščkov, nič od čebel. In tudi, če si bil na trekingu po ruralu, moraš to prijaviti, ker dajo pse, ki ti povohajo noge. In če bi bil ti v nekih gojzarjih, da si zdaj na neki kmetiji molzo krave in ne bi tega povedal, bi plačal kazen, visoko kazen. In to je res fejst pomembno. No? Tako da zelo ščitijo svojo unikatno floro in fauno
in to je razlog, da smo mogli pač umiti te pač noge. Drugače pa ta Keri je zibelka naroda, zato ker so tam najstarejše zgradbe, ko so se začeli Evropejci priseljevati v Novo Zelandijo. Pač 2, 3, 4, tiste najbolj čudovite se da tudi pogledati, ker so narejene kot razstava oziroma kot nek muzej, bi temu rekla. No? Tako da zibelka naroda, drugače pa je tukaj več slapov, ne samo en za videti in čudovita hrana. Ogromno je ruralnih področji, vidiš, kako pridelujejo vse te pomaranče, vinograde, kivi, avokado, jagode in vse to. Ne? Ob sobotah in nedeljah imajo tudi priljubljeno tržnico, kjer vidiš pač te umetne obrti, pridelke, veliko je tudi vinorodno je ta del. Tako da je bilo res super, da nas je nekdo tak popeljal v ta kraj, ker sami mogoče bi marsikaj izpustili. Odlično. Če bi recimo povzela, kako vidiš Novo Zelandijo kot celoto? Kaj bi nam povedala? Ja, zelo, zelo podobno kot Avstralijo. Pravim, da bi Nova Zelandija lahko premagala Avstralijo in bi se zelo dobro znašla tudi v Novi Zelandiji. Se pravi, spet in Avstralija in Nova Zelandija, po mojem, bolj moj karakter pa značaj ustreza tem deželam kot kaj drugega. Skratka, neverjetno urejene, civilizirane, se pravi šolstvo, zdravstvo, čistoča, zelo kvalitetna, domače, bio-eko pridelana hrana, usupljiva narava, možnosti za šport povezanih z vodo, vsem živim, ampak pravim, morje je tukaj zame malo prehladno. Sploh južni otok je zelo hladen in bi me recimo po zimi preveč zeblo, drugače pa za potovati, za umiriti svoj pobegniti od vrveža Evrope. Mislim, da te pa Nova Zelandija celo bolj umiri od Avstralije in da bo vedno ostala en tak sinonim za najlepšo naravo na svetu. Vsi, ki imate radi trekinge, taborenje, šotorenje, taborenje, kempiranje je celo brezplačno. Lahko postaviš marsikje svoj dom na tleh. Tako da čudovita dežela, kjer menim, da vlada ena taka spokojnost, pa en občutek miru, da se srečaš sam s sabo, no, ki ga redko kje najdeš, ker je marsikje drugje po svetu gužva. Ta Nova Zelandija pa kljub temu, da vsi že vemo, kak je lepa, še vedno zaradi svoje velikosti daje občutek, da ni še turistično preveč napadena in upam, da bo taka ostala še do takrat, veš, ko gremo na južni otok in potem tja Polinezijo. Odlično, upam, da jo kdaj vidim tudi jaz, predvsem, da grem enkrat tja na bungee jumping, ki je pa na mojem spisku želja, še vedno pa si ga tudi še nisem uresničila. Za konec, Jasna, se spomniš ali pa imaš kje zapisana kakšna zanimiva dejstva? Mislim, da sem te prosila, da malo pobrskaš po spominu. Kaj praviš? Ja, nekaj stvari se spomnim, se pravi, Nova Zelandija je bila prva država sveta, ki je ženskam leta 1893, ja, je 1893, mislim, da ja, podelila volilno pravico. Se pravi, ženske smo tam carice in mogoče mi je všeč tudi zato. Evo, drugo, vemo, da ima torej več ovc kot ljudi, okrog 35 milijonov, kar je 7-krat več kot ljudi. Da je nekaj najboljših vinskih območij na celem svetu se nahaja na Novi Zelandiji, da ji rečejo pacifiški ognjen obroč, zato ker je ena najbolj aktivnih seizmetičnih območij na celem svetu, ker so potresi in vulkani res pogosti in aktivni. Potem v državi ni kač, kar jo naredi zatočišče za vse tiste, ki se bojite plazilcev, ampak še enkrat ne se bati, ne bo vas ujela ne kača, pa ne pajek v Avstraliji, ker je statistično to res tako redko, da skoraj ni skrbi. Ampak ja, Nova Zelandija nima kač in teh vseh nevarnih krokodilov in ne vem, če za vse, sploh nima nevarnih živali, dobenih velikih sesalcev nima, krava je kar največja žival. Potem ptič kiviš tam živi, ki ne leti, ampak je torej plazilec in je zaščiten, in pa foatara, to je živi fosil, ki sega v čas dinozaura, se najde na Novi Zelandiji. Potem, kaj še? Najbolj vzhodni del države je prvi na svetu, ki vsako jutro vidi sončni vzhod in prvi sončni žarek. Pa, kaj mi je fenomenalno, to sem zdaj izvedela, da 85%, veš kaj je to, 85% vse energije, ki jo rabi država,
pridobijo iz obnovljivih virov. Hidroelektrarna, geotermalna energija in veter. Cari, se pravim, da so ful so moderni. No. Pa ta zaliv Bay of Islands na severu, kjer sem zdaj razlagala, da smo bili, je pač bil prvi kraj, kjer so prišli Evropejci, pač 1769 je James Cook, gospodič, kapitan, tam priplul in tam pač rekel, da zaradi teh številnih otokov to imenuje Bay of Islands in to ime se še vedno drži. Pa še en podatek, ki je meni zelo drag, da je to najbolj čista država na svetu. In po čistoči vode, in po čistoči zraka, in po čistoči zemlje in te onesnaženosti z smetmi. Se pravi, number one on the whole world. Wow. Vsa ta dejstva so res posebna, predvsem kako znajo izkoriščati moč narave, brez da onesnažujejo okolje, in všeč mi je, da tako ohranjajo to maorsko kulturo. Krasno, skratka. Jasna, brez česa ne gre popotnik na Novo Zelandijo? Brez Lonely Planeta, zato ker če v Avstraliji marsikje ni signala, pa ni povezave, pa interneta, pol vam lahko povem, da je na Novi Zelandiji povezava zelo redka. Lonely Planet ti zelo pomaga. Jaz imam še vedno vse te ročne zemljevide zraven, ko potujemo, ker pač jih rabiš, ker zmanjka povezave, crkne navigacija in si izgubljen. Tako da to bi rekla. Potem brez fotoaparata. Definitivno brez fotoaparata, ker moraš ujeti to čudovito naravo. Potem, kaj bi rekla, brez oblačil, brez toplih oblačil, ker te bo sigurno zazeblo. Mogoče drona, ker je marsikje dovoljeno, da leti in je tako neposeljena, tako ne moreš nikomu poškodovati glave. Tako je malo avionov, da se ne boš nikogar zaletel in je lahko spektakularno, če obvladaš dron. To bi svetovala. Kaj bi še rekla? Veliko dobre volje, pa takih komod pohodnih oblačil in čevljev, ker je področji, kjer boš hodil v hribe, pa gor pa dol veliko. Tako da mislim, da to tople obleke, fotoaparat, dron, zemljevidi, pa bančne kartice, ker se marsikje ne da kupiti stvari z gotovino. Odlično, ponovno si nam povedala res veliko koristnih nasvetov. Kot vedno pa vam povem, dragi gledalci, da lahko še več nasvetov najdete napisanih na spletni strani Too Many for Granny v obliki člankov in v obliki fotografij. Videe pa najdete na Instagram profilu Too Many for Granny. Jasna, hvala za prijetno druženje. Mislim, da sva tudi tretjo serijo popotovanj o svoj svet s Triglavom odlično zapeljali in veselim se že najinega naslednjega druženja. Hvala, Manja, tudi tebi, da si vedno z mano, da pobrskaš po takih fajn vprašanjih, pa da nas spremljaš sproti, da potem znaš zastaviti vprašanja. Jaz mislim, da je Nova Zelandija ena najlepših kotičkov, tako da absolutno priporočam. Primerna tako za posameznike, kot za družine z majhnimi otroci, kriminal tam ni skrb, izjemno varna, dobro zdravstvo. Ne pozabite na zavarovanje, ker vseeno na drugem koncu sveta so stroški lahko zelo veliki, sploh če moraš prestaviti letalsko karto, če moraš ostati v bolnišnici, prevoz domov in tako naprej, in se ni za heca, tako da tistih nekaj 10 evrov ali nekaj 100 za celo leto, za celo družino, za veliko družino se absolutno splača, tako da pobrskajte na zavarovalnico Triglav in si čim prej uredite celoletno zavarovanje za tujino. Pri njem dobite zraven tudi moj popotniški priročnik, kjer sem pa napisala vse številne recepte, kako spakirati, kako se lotiti načrtovanj, destinacij, kako z otroki, kako potovati solo, kaj so stvari, ki jih ne smeš pozabiti, kako narediš, če se kako reagiraš, če nekaj pozabiš, če se nekaj hujšega zgodi. Opisala številne destinacije, skratka en taki priročnik, kako na pot, predvsem z otroki. Vam pa želim prijetno gledanje, poslušanje, upam, da vam je bilo všeč. Pa če se odpravite tja, pobrskajte še po kakem članku ali pa me kako drugače kontaktirajte, bo bom z veseljem povedala še kaj. Nikakor pa v Novo Zelandijo brez fizičnih pripomočkov, knjigic, zemljevidov, ker so pač povezave zelo slabe, ovce in kravice jih očitno pač ne rabijo.
Jaz na en čudovit dan ti želim v Salvadorju in se kmalu spet vidiva na najinem 4. srečanju. Kjer pa bova potovali, kdo ve kam? Ne zaenkrat ostane še skrivnost, ne? Res, naj ostane še skrivnost. Lep pozdrav tudi tebi in vsem v mojo Slovenijo. Jaz sem v kratkih rokavih in evo, grem na toplo, vam pa želim, da zima čim prej mine, razen tistim, ko radi smučate. Če pa radi smučate, bo pa na Novi Zelandiji, na Južnem otoku, sneg res dolgo in primeren, tako da mogoče je to ideja za vse ljubitelje snega tudi v Novi Zelandiji. Hvala Manči, pozdrav in pa vsem, bodite zdravi, bodite srečni, pogumni in pa korakajte v svet čim več, ker je res lep. Čau, čau. Čau.